razširjena slovenska planinska pot, tretji del. Drugače je to 24. točka v knjižici in sicer gremo na Boč na 978 metrov nadmorske višine, plus še nekaj metrov na stolpu, tako da pridemo do 1000. Začenjamo v Zgornjem Gaberniku, gremo čez Galke do planinskega doma na Boču, nato po poti čez Balunjačo do vrha in stolpa, potem pa se vračamo nazaj še mimo koče Velikonočnice na izhodišče. V naslednjem delu boste videli posnetke z perspektive, ki je do sedaj nisem mogla dobiti. Želela sem dvigniti nivo svojih videov, zato imam novega člana snemalne ekipe in poimenovala sem ga Luka Drončič. Wow. Bočko pogorje je geološko in geografsko najvzhodnejši del Karavank, ki se preko Donačke gore in Maclja nadaljuje v Panonsko nižino. Nahajamo se jugovzhodno od Poljčan oziroma na jugovzhodnem robu Dravinjske doline. Še 610 svajt, še 400. Boč je del krajinskega parka Boč. V njem najdemo strnjene in dobro ohranjene gozdove in jase, ki jih je nekoč ustvaril človek. Del parka je s svojo izjemno biotsko raznovrstnostjo tudi v mreži Natura 2000. Puhasti hrast. Ja, saj bo zgled kar je, ne? Ja. To je pa kamno ven. Kamno ven.
je res prava pot. Res je. Nekateri ste videli moje prve videe, tiste čiste začetke, zato veste, da sem na Boču že pohajkovala. Takrat je bilo moje izhodišče v Zgornjih Poljčanah, odkoder tudi vodi največ planinskih poti. Sicer pa makadamska cesta do oddajnika vodi iz Studenic in asfaltna do planinskega doma iz Poljčan. Moram pa samo povedati, da tale pot iz Zgornjega Gabernika je veliko lepša, veliko bolj razgledna ves čas, obsijana s soncem ves čas, v primerjavi z ono iz Zgornjih Poljčan, ki je večinoma po gozdu. Tako da jaz sem zdaj izbrala svojo novo ljubšo. Tukaj je pretežno kraški svet, zato lahko vidimo številne kraške izvire, jame, požiralnike, vrtače in pečine. Vode pa na površju praktično ne bo, ker ponikne v podzemlje in se pojavi v Boznožju kot kraški izvir. Na sedlu, na 658 metrov nadmorske višine, stoji planinski dom Boč in zraven cerkev svetega Miklavža, ki pa je gotska cerkev z zlatim oltarjem. Boč ima dva vrhova, ki sta med seboj oddaljena 5 minut hoje. Na enem je televizijski oddajnik v zaprtem vojaškem območju, na drugem pa je 20 metrov visoki klen stolp iz leta 1962, ki pa na 1000 metrov nadmorske višine nudi čudovite razglede.
poti je nekoliko izpostavljen padajočemu kamenju in opremljen z jeklenico, zato dodatna previdnost tukaj ni odveč. In pa gremo tu. Vroče poletne dni. Jama Balunjača je kraška jama ob planinski poti, dolga približno 50 metrov in vodoravne oblike. Tu pa ni vodoraven rov. To je meja 1000 metrov, ker na 1000 metrov ni več greha. Ok. Stopnici 116. Kuča, tam smo že bili. Še bomo. Že bili.
pa najprej nekaj pojesti, pa popiti, pa dol se skotaliti. No, tukaj pa je razlog, zakaj je ta vrh v tem času vsako leto tako obiskan. Gre za ograjeno rastišče velikonočnice oziroma kosmatince, ki je redka ogrožena rastlinska vrsta. Je pa tako, no, da navadno do velike noči že odcveti.